Živjo svet! Kako ste kaj danes? Jaz sem danes malo bolj bedna. Veste, lih 1 let je od tega, kar je umrl moj dedi. In on je bil res legenda. Zmeri se je rad z mano igral družabne igre, pa nikoli, ampak res nikoli mi ga ni ratalo pogruntati, kako je lahko zmeri zmagal v remiju. Pa še to, uporabljajo te res super kul robce. No, danes imamo mašo zanj. In mami mi je rekla, da bomo zmolili še en rožni venec za njegovo dušo. Šla sem pa tudi pogledat, če je Karlo slučajno pisal v kakšnem takem čudežu, in res je. Našla sem čudež, ki govori o dušahovicah. No, ta čudež se je zgodil v Španiji, blizu Barcelone, na gori Montserrat. To je romarsko središče. In tja sta šli k maši mamica in hčerka. In ta hčerka je prosila patra Benediktinca, če lahko daruje 3 maše za dušo njenega očeta. Mislim, koliko dobro, da otrok to pros. Pač temu patru so se kar oči urosile. No, in pri prvi sveti maši je potem ta punčka videla stati svojega očeta ob oltarju v ognju. In potem je seveda povedala to vsem prisotnim pri maši, ki so ji predlagali, da naj položi robček tja, kjer vidi očeta. In ta robček je zgorel. Pač noro. Pri drugi sveti maši je videla svojega očeta ob oltarju stati v beli obleki. Pri tretji pa se je ta obleka že zelo svetila, ker je bila tako čista. No, na koncu te maše pa je videla svojega očeta, kako se dviga proti nebu. Wow, ko sem to brala, mi je bilo res noro, kaj lahko naredimo s tem, ko darujemo maše za umrle ali pa ko za njih molimo. In upam, da je moj dedi že tam gor. Če pa še ni, pa upam, da bo z današnjo mašo vsaj malo bližje nebesom. Nič, grem jaz. Tale čudež vam polinkam spodaj, pa se vidimo. Čau!